Pred tem, ko grem v klance, treba jesti, ne. In moj zajtrk sem se odločil, da sem privoščil kar na Vršiču. Živijo in dobrodošli na kanalu V naravo. Jaz sem Peter, danes gremo pa v Trento. Dare si ni hecal, ko je rekel, da gre na Goličico. Preden štartam, moram pa na hitrico pokazati koledar od ekipe Sončev krog, med katerimi je tudi Janez. Včeraj, oziroma predvčerajšnjem je tole Janko pripeljal, res je fantastični koledarji so, mislim koledar. Na vsaki strani po 3 krasne fotke, še ena pesem, Janezova pesem, pesnitev, tole zadnja stran, predstavitev ekipe, Janko, Mojca pa Janez. Tako da pejte na krogsonca.si pa si naročite svojega. Ste že pogruntali kdaj, da tukaj, ko se peljete po Trenti, Soča vmes presahne? No, tukaj pri teli tabli Beribica se začne pa cesta kaj gor. Ja, nisem še povedal, kam gremo, ne? Prvi cilj je Plešivc, to je 2008 metrov visok vrh. Na eni strani pol Trenta, na drugi strani je zadnja Trenta, saj mislim, da. Drugače pa, če pa to ne šlo skozi, zaradi razmer, ker sem namreč doma pozabil cepin, imam pa dereze imam. Bomo videli, no, razmere. Drug cilj je pa lahko alternativa, je pa na glavi. To je pa tam, kjer se tale cesta konča, oziroma naj bi, kakor me je Janko, ki me je koledarje pripeljal, so se pogovarjala, mi tudi tole, za tole povedal. Sicer slišal sem že prej za to cesto, ampak nisem imel na radarju. In pa naj bi tole Italijani gradili. Smo mislili tle na glavi gor postaviti neke topove. Spet sem imel neke pametne načrte. V glavnem, ja, tako da hvala Janko za tole idejo. Vidiš, da 2 dni potem, ko si mi povedal, sem že na poti. Pa všeč mi je tukaj, ker je južno pobočeno, pa sicer tukaj je zadnjiški vzebnik. Sonce nekaj cajta ne bo prišlo čez, ampak vseeno višji gor bo pa sonce. Se pa zdajle malo razgledujem okoli. Sem gotovo, da tukaj ni vzebnik, da vzebnik je že nazaj, vmes že ena dolina. Tukaj gor so pa Tičarce, ampak ne nad Triglavskimi jezeri, ampak nad Trentom, nad Sočo. Tole pot zagotovo nekdo vzdržuje. In ta nekdo ima zgled tudi smisel za, ne vem, kako bi temu rekel, za lepo naravo. Kdo bi si mislil, da bom tlele gor človeka srečal?
ker še po cesti nisem skoraj nobenega srečal. Tole gospod Lojze, ki je malo višji gor doma in mi zdaj razložil malo potke tle okoli, tako da sem malo bolj znašel. Ja. Pa, ker sem prej omenil, da nekdo lepo skrbi za to cesto, je to gospod Lojze. Oziroma je mulatjera. No, mulatjera, no, ampak Ja. so kar lepo mulatjero naredili. Ja, vse to se šteje, mulatjera se šteje, če je 2 metra pa pol, ne, v vojaškem je ne. Aha. Ja, te konc. Ker če bila cesta, bila pa 3 pa pol, ne, da je lahko traktor spovodno, pa kamion. Evo, nekaj novega smo se naučili. Ja, tako je, ne. Hvala. Sva se z gospodom Lojzetom zmenila, greva kar skup gor, da mi bo še malo pokazal stvari. Ja, jaz pogledam, kakšne je pot, če je še ko je bilo, ne. No, super, evo. Tako da je čisto možno, da bo kaj turo spremenilo, oziroma da se bo tura kaj spremenila, Ja, precej so. ampak bomo videli. Se ti je malo bolj tako. Ja, ja. Te so posnil. Serpentine so pa tudi označene. Zdaj so na 9 in tukaj naprej gre ena potka, saj orisana je, do ene planince, ker se bom pol mogoče dol vračal. Ta je tudi dol. Ja, Tem mohlo biti verjetno, da je, ne. ja, Možno je. Prišla tu dol, aha, tu je že ta hosta, je se zaraščeno ja, in je prišla tu do glavne ceste. Se pa cip je gor, malo, potem pa kje. ja. Pa no, na tisto, kjer so se prej pogovarjali. Na planino, ne. Ne, dol, Ni, do ne. mosta. No, ampak do unih hiš tam. Tisti so Aha. pohod. Ja, Ok. do tistih staj. O, staj. Ok. Počasi sem kaj naučiti tle. Tukaj kdo bi si mislil, da so tle še kar hiške. In poglejte dolino. Tam je pa tudi balvan, kjer pleza na njem. Pa Soška pot se vidi lepo. Tukaj se nam pa tale mulatjera najbolj po koncu postavil. V celi 9-kilometrski trasi. 9 kilometrov je, ne? Ja. 17 ima pa pasca tale. Aha, 17 stopinj. Tamle pri Triglav Radca pa na 16. ovinku in tukaj so imeli Italijani žičnico gor za drva dol voziti v Trento. To prosto padno. Ja, aha, prosto padno. Ja. Toliko informacij bom danes dobil, da ko sem naslednjič le potepal, da bom imel še kaj zapovedati. Pa je zmeniral, ne. Takole pa se prišla na sončka. Sva na 17. ovinku in zdaj mi gospod Lojze pripoveduje tudi o najvišji vojašnici, ne. Kako je bila, Kavarovana. ker sem bral, da so domačini, da so pol stvari odnesli dol, kar je bilo uporabenega. Ja, tisto ni res. Prav, da ni res, ja. In da je bila stavba, tako kot sem že tudi enem od videov rekel, da je bila stavba še čisto lepa. Da je bila sicer zadeta z eno granato, ampak da je bilo brez problema popraviti. Ampak da je pa tale Lojzka je pa zdaj gor v bivaku, ne, da je pa pol namenoma podrl in zdaj pač je, kar je. Ne. Je pa tudi, baje po navodilih je podrl. Ja. Zdajle malo pod 19. ovinkom so pa tudi pod planino Berebica, ki je ene No, ultra. par minut spoti, ampak ne bo šla kaj, se baje zarašča. Sem pa bral, da so bili včasih zelo lepi razgledi tam. Zdajle pa na 19. ovinku je pa pot, je pa razpoteno. Evo, sva na 19. tam spodaj je Studenček. 2008. Zdaj pa, če imate pa Toyoto, se lahko pa tudi vsem gor pripeljete. Evo, delo gospoda Lojzeta leta 2008 je tole zrihtal. Ja, malo bomo tale Studenček. Tako da, če vam že vode zmanjkuje,
tukaj do tankati. A kdaj presahne ta? Ne, nikoli ne presahne. Tole pa naslednji let cilj, Trentarski pelc. Tole je pogled proti Srebrnjaku, tamle dol se pa Špička od Krna vidi. Ko pa neverjetno, encijan, začetek decembra cveti. Tukaj, ko sem prišla do stene, je tudi razpotje, levo. Ja, pa tam vidite, kakšne luknje so v steni. Se gre levo proti Lovski koči, mi da bo šla pa malo bolj okoli, pa bo tudi do Lovske koče prišla. Prišla so do snega, pa tudi do vetroloma. Tole vse je gospod Lojze poštimal pa požagal. No, tole pa še nisem videl, ko je, kakšne luknje so noter od lubadarja. Tam je gor pogled proti Kanjavcu, spredi je Zadniški vzebnik. Mi imamo pa takole naravo tukaj, prav neverjetno lepo je. Kakšen lep studenček. Zdaj se nam je pa tam tudi Bavški Grintovec pokazal. Ja, pa še proti grebenu Krnčice, pa Krn, spodaj je Trenta, dolina, pa zadaj tudi že Polovnik. Je veličasten pogled, a? Zdaj sem prišel pa na greben, začel pa malo pihati, pa nov razgled se je odprl. Tukaj, ko sem prišel na razpotje, oziroma na greben je razpotje in gre zdaj malo proti zahodu še na en razgled pogledati. Proti vzhodu, ne proti zahodu. O, kako se vidi dobro. Imate začnite gledajte, Ja. če veste kaj skole. Tole imamo prisojnik, pol tukaj imamo kupimo razor, planja, pred njem pa še Goličica, Goličica, zadaj je Stenar, Kejški poli, tako, Ledeno jezero, Špelta, evo, Gamsovec zadaj, Gamsovc, Pihovc, Triglav prepoznate, od spodaj Triglav, Trenta, ne, upam, da so kaj vilke v senci. Pa smo pa na Zevenk, spredje Vzebnik, zadaj je Kanjavc, Kanjevc, ja, tam je Popevc, tam zadaj, Poprovce, evo. Pa smo- Lope, malo Špičje, veliko Špičje. Pa veliko Špičje. Pa Tili so pa, ko sem že rekla, da so Tičarce, ne. Ja, velika, to prvo tako. so pa čisti vrh, Šnika, pa Tičarce velika. Ja, ja, Pa malo. super. Tlele se pa komod ustavil, ja. Takle razgled. Kakšen pogled, a? Evo ga, pa sem prišla do Molatere. Konec Molatere je tlele. Pa še en razgled. Malo pokaže sicer. Edino Tičarce si videl. Ja, pa proti soncu sem malo slabš videti, ampak malo. Špičje. Ja, tako je. Gor je pa Plešivc, ampak, se pravi, moj danes prvotni cilj, ampak sprememba plana. Sem tlele gor na glavo skočil. Sicer široko cesto, ampak sva pa v zimo prišla. Čista severna stran. No, tukaj ne bi bili ti vkopi za topove, tamle čez se pa Vršič vidite, ne, pa čez je bila pa Kraljevina Jugoslavija, ne. Prav neverjetno je, koliko tele odbojni kamni, ke bi
ko bili čist novi, frišni. Ne pa, da so tle že 90 let na mrazu, na vseh razmerah zimskih. Tole so ostanki te stare lovske koče, zdaj bo šla pa do te nove. In zdaj se bližava križišču zelo po dolu. Aha, na križišče bo zdajle prišla, pa pol naprej. Zapuščamo mulatero, pa greva proti glavi. Tukajle pa okoli pride mulatera, mi da so šla zdaj malo po bližnjici, ampak, aha, zdaj so nasedla, ja. Pa nazaj so na sončka prišla, to sem hotel reči, to je te glavno. Bilo tlele mraz, pa se v teli luknji bilo. Tamle je pa ta nova lovska koča. To je plešilc tole, bi danes ne bi splezal gor, ampak bomo za pomlad oziroma polet pustili. Počaka. Ja, gora počaka, ja. Zdaj pa tlele gor še na glavo skočiva. Evo ga, dobrodošli na glavi. To je to. Vrh za danes. Tole so razgledi. Zdaj še kaj. Šel še kaj malo višji pogledat. Kaj proti Razorju pa planjavi. Evo ga. Se poletje se tle še vidne, ne. To je zalaščeno. Čist levo Mojstrovke, po je Vršič, Prisojnik, Razor, Planja. To smo že vse videli. Triglav pa kar na pladnju je. Ko se pa vidi noro je. A je dober, a? Zdaj pa plan kele na travco, pa nekaj zasluženo pojest. Je pa na sedlu gor je malo pihalo, tako da nisva gor malce naredila. Bomo videla, če se bo po poti kaj ustavilo, če ne pa v avtu. Tole je pa lovilc za kamne, pa tudi za sneg. Tole pogled nazaj, zadaj Triglav, ne. Tole pa vse ostalo. Pa še proti Krnu. Serpentina. Zdaj so obrnila smer hoje, pa so čisto drugi razgledi. Ja. Zdaj pa ide žolna, črna. Aha. In vrta noter, ne. In To je že vse. pol zamrznejo Ja, pa je še mravlje. svojenka, da si ga kume, si ga vtjo, pa si je letos prav fajn, si jo pomogla. Danes sem dobil res ogromno informacij in eno od teh je tudi tukaj, so imeli Italijani barake postavljene, medtem ko so mulatero delali. So imeli za spat pa za jesti. Tole je pa že 19. ovink, kar pomeni, da mi da zaključujeva krog. Toyote ni več šle, so se že odpeljali.
Še mal pogled v zadnjico, pa proti Triglavu. Ja, sem zanj, da se bo ta tema. Ja, zadnjic je bolj tema, kar Je se pa vidi. tudi, ne. Tole je pa še ta zadnji pogled proti Očaku. Pa gremo od 13. serpentine do dna. Že na 10. serpentini, kjer je najvišji zid narejen v celi mulatjeri. In tudi posledično itek krasen razgled. 10 metrov. Danes smo drugače 30. novembra in to je ta zadnji dan, ko sonce posije v Trento, pa ga pa 2 meseca ni. V dolino. V dolino, ja. Takole, midva z gospodom Lojzetom sva zaključila turo, oziroma saj prišli smo do razpotja, ker gre vsak svojo pot. Tako da najlepša hvala za vse skupaj. Res neskončno hvaležen za... Kaj boste pa objavil, se bo pa videlo, ne? Ja, nekaj bomo že zrihtali od videa. Upamo, da ne bo na prvem. Ja. Fajn hodite? Enako. Ja. Pa Pa zdravo. veliko zdravja bo vsega. Ja, saj se bomo še Ja. srečali, verjetno tle, ki bom še kaj delal. Upam, Ja. upam. Neverjeten gospod. Stari 79 let, pišu, ki ima tak korak, tak živahen korak, ki ga formal kakšnemu, kaj 30 let star vidim. Tam gor, ko so bila na vrh po snegu, kako je zalaufal mehko dol, pišu, res vsa čast. Celo pot je takole lepo vodenica, naštimana, da voda odteka in da ne dela škoda na cesti. In zato pol tudi cesta takole po 90 letih še takole v redu zgleda. Ne? Še ena vrhunska tura. Spet sem imel v narekovajih srečo. Pravim, da ne verjamem v srečo, ampak da je vse z namenom. Res tole, da sem gospoda Lojzeta srečal in da je bil pripravljen z mano in da sva ta krog naredila z vsem, kar mi je povedal. Res tudi ta korak, kako hod, kako mehko hod pri 79 letih, tudi kakšen odnos do vsega okolja, kako skrbi za te poti tle okoli, pa mu ne bilo treba zdaleč od tega, da moramo to delati. Še zadnji sonček danes. Res neverjetno. Vsa čast. Malo so govorila tudi, malo sem ga vprašal, ne, kako da je tako, kako ima zdravje, pa to prav super. Izogiba se mastne hrane, zelo malo mesa je, pa veliko sadja, zelenjave, pa zelo preprosto živino. Res me je peljal tudi do hiše pogledati, zelo preprosto, bom rekel. Ampak je pa res prav čutiš ono toplino, ne, kako je. Tudi vmes mi je toliko enih stvari povedal, vse hotel pokazati, neverjetno. Tura tehnično na 2-3 mestih je malo izpostavljen, tako da tisti, ki imate težave s tem, boste tam malo bolj previdni. Drugače pa ta gor pot, ki sva šla, je nemarkirana. Če imate zemljevid s sabo, na nič narobe. Če se pa malo znajdete, pa vidite, kje so poti, oziroma malo je treba na 2-3 mestih tudi se malo potka skrije. Ampak naj to ne bo vaša prva nemarkirana steza, ne, ker pol se zna malo zakomplicirati, ampak če ste taki, da samo po markiranih hodite, pol pejte po mulatjeri gor pa dol in to je to. Drugače pa priporočam ful krožno turo. Res, užival sem, razgledi fantastični in tukaj gor bom kar še nekajkrat sigurno se potepal in Pelca drug let in tale Plešilc bo tudi sigurno padel, tako da res lušten. To je nekako to, ne. Zdaj pa gremo še posnet, ko bom pojedel, vi se pa lepo mejte, radi se mejte, uživajte, pejte v naravo, pa kmalu se vidimo.
Evo, v sončku. Ajde, čau! Malo mi je še od zajtrka ostalo. Imam pa še kosil. Skoraj sladoled.